Spoštovani zbrani, dobrodošli na dogodku v knjižnici Ivana Potrča na današnji predstavitvi znanstvene monografije dr. Aleksandra Lorenčiča, ki smo jo pripravili skupaj z Inštitutom za novejšo zgodovino, Slovensko matico in z založbo ZRC SAZU. Dovolite, da uvodoma med nami posebej pozdravim županjo Mestne občine Ptuj, gospod Nuško Gajšek, ki se nam je pridružila z sodelavci. Med nami pa seveda posebej pozdravljam naše današnje goste, na čelu z avtorjem monografije, dr. Aleksandrom Lorenčičem, ter gosti, ki jih je povabil k sodelovanju pri pogovoru. Z nami sta tako dr. Aleš Gabrič, znanstveni svetnik na Inštitutu za novejšo zgodovino in predsednik Slovenske matice, ter dr. Božo Repe, redni profesor na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Nadaljavo pa se bo v današnji dogodek vključil tudi dr. Oto Lutar, direktor ZRC SAZU. Lepo pa pozdravljamo tudi vse tiste, ki ste se nam na današnjem dogodku pridružili nadaljavo in v živo spremljate neposredni prenos tega dogodka. Za vse, ki bodo dogodek zamudili, pa bo kasneje na razpolago tudi posnetek na YouTube kanalu naše knjižnice. Dr. Aleksander Lorenčič je od leta 2016 direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, kljub temu pa ostaja povezan tudi z svojim znanstveno-raziskovalnim delom, ki ga je zastavil že kot zgodovinar in znanstveni sodelavec na Inštitutu za novejšo zgodovino. Za težišče svojega raziskovalnega dela je izbral sodobno gospodarsko zgodovino. Leta 2012 je izšla njegova znanstvena monografija z naslovom Prelom s starim in začetek novega, za katero je prejel nagrado Ervina Dolenca za najboljši prvenec v zgodovinopisju. Leta 2018 je v soavtorstvu z dr. Jožetom Prinčičem izdal še znanstveno monografijo Slovenska industrija od nastanka do danes. Tudi ta knjiga je bila nominirana za nagrado Clio za leti 2018 in 2019, kar je najvišje stanovsko priznanje za zgodovinopisno delo. V letošnjem letu pa je izšla njegova znanstvena monografija v angleščini z naslovom From Dreams of Second Switzerland to Capitalism Without a Human Face. Knjiga je izšla v soizdajateljstvu ZRC SAZU, Inštituta za novejšo zgodovino in Slovenske matice. Kot je v recenziji zapisal redni profesor dr. Dušan Nečak, gre za temo iz gospodarske zgodovine najnovejšega časa, tako rekoč iz časa, ki ga živimo. A čeprav živimo v času, ki so ga močno zaznamovali tudi procesi gospodarske tranzicije, je včasih te procese težko razumeti. Zato upam, da se strinjamo danes vsi prisotni, da bomo pozorno prisluhnili razlagi dr. Lorenčiča in njegovih gostov, da bomo morda dobili pojasnilo, kako se je zgodilo, da smo prišli pod sanj od druge Švice do kapitalizma brez človeškega obraza. Gostom kar predajam besedo, vsem prisotnim pa želim lep dogodek. Hvala lepa. Hvala kolegici Miri Petrovič za tole uverturo, za tole predstavitev. Hvala Ptujski knjižnici za gostoljubje. Hvala direktorica, gospa Milena Dobršek, spoštovana županja, spoštovane gospe in gospodje, kolegice in kolegi. Kot je kolegica že omenila, veliko veselje in čas mi je, da so danes menoj tudi moji kolegi, pravzaprav zaslužni, zelo zaslužni, da je delo sploh išlo. Dobrodošli, še pridem do vas nekoliko kasneje. Skratka, se bom kar navezal na naslov dela. V zadnjih dneh sem dobil kar nekaj vprašanj, torej zakaj sanja o drugi Švici oziroma zakaj Slovenija danes ni druga Švica. Torej, naj povem, da kar
seveda sanjajo o drugi Švici, da to sodi bolj kot ne v sklop na nek način mitičnih, nerealnih, lahko rečem, nadrealističnih, utopičnih predstav v času osamosvajanja. Namreč nekje spomladi leta 1990 je veljalo, oziroma sta prevladovali dve tezi oziroma dve prognozi na nek način. Po eni bi naj prehod v nov sistem za Slovenijo pomenil kolaps, po drugi strani pa bi naj to pomenilo, da bo Slovenija postala pravzaprav čez noč, kot so eni predvidevali oziroma razmišljali, tako uspešna in urejena, kot je Švica. To, kot rečeno, gledano v širši zgodovinski perspektivi ni nekaj novega, namreč Slovenci smo tako rekoč do vsake države tvorbe, v kateri smo živeli, razvili, lahko rečem, da mitičen odnos. Od začetnega navdušenja smo prej ali slej prišli do nasprotno temu. Avstro-Ogrska je postala ječa narodov, druga Jugoslavija cokla za razvoj, zlasti tam konec 80-ih let, pa leta 90 in tako naprej se pa rodila neka nova zidealizirana podoba, ki se ji reče Evropska unija. Tudi to navdušenje, lahko rečem, da se je v zadnjih letih precej spremenilo. Pojavlja se že tudi določen evroskepticizem, primerjave, tudi določene tudi z nekdanjo Jugoslavijo, zagotovo kakšne podobnosti lahko vidimo oziroma lahko povežemo. Skratka, v ta sklop sodi ta druga Švica, če lahko temu tako rečem. Slovenija danes seveda ni ne druga Švica, po drugi strani pa tudi ne poraženka, ne tranzicijska, pa tudi ne v tem širšem smislu, tako kot jo lahko eni predstavljajo oziroma še vedno vidijo razloge za ta naš neuspeh po njihovem v tem, če lahko temu rečem, bivšem sistemu oziroma v razlogih, da smo bili prej del nekega drugega sistema. Jaz seveda danes ne bom preveč o sami vsebini, mogoče bo diskusija v nadaljevanju pripeljala do tega, bi pa vendarle rad predstavil neko širšo dogajanje, zakaj je sploh do tega preloma, te prelomnice, sprememb pravzaprav prišlo. Torej, v knjigi seveda ne začnem z letom 1991. Leto 1991, kot se rado predstavlja ali pa kot kdo predstavlja, ne moremo govoriti o točki nič, ali pa o koncu zgodovine, ali pa začetku zgodovine. Seveda določene ere sigurno, ampak ne pa v tem smislu. Namreč že pred tem seveda so določeni razlogi pripeljali do tega, do samega procesa osamosvajanja, demokratizacije, do sprememb na teh gospodarskem področju. Seveda razlogi so večplastni, tako znotraj Jugoslavije, seveda številna politična trenja, številna kulturna trenja, seveda tudi težave na gospodarskem področju. Na drugi strani pa seveda to del neke širše zgodbe, izpetosti socializma, razpada Sovjetske zveze, bipolarne delitve sveta. Še ena stvar je tukaj zelo pomembna, vsaj sam jo tako razumem. Seveda, spremembe na področju kapitalizma kot takega so se začele dogajati v tem širšem smislu, pravzaprav izrazito v 80-ih letih, začele pa so se seveda nekako še prej, zlasti pa po izbruhu naftne krize 1973. leta. Zelo na kratko, če vemo, da je pravzaprav do tega obdobja
na nek način prevladovala teorija, Keynesova teorija, to pomeni, da je prevladoval državni intervencionizem in na drugi strani seveda prosto delovanje trga, da so do tega obdobja na nek način veljali sporazumi sprejeti v Bretton Woodu, je se seveda zlasti po nastopu Reagana v ZDA rodila neka nova, pravzaprav politično-ekonomska paradigma, neoliberalizem imenovana, ki je na nek način svoj vrhunec dosegla leta 1989 s sprejetjem Washingtonskega konsenza. Zakaj to razlagam? Zato, ker so ravno tu v tem Washingtonskem konsenzu se mnoge tranzicijske države seveda po njem zgledovale. Naj povem seveda, da v sam postopek tranzicije je bilo vključenih več kot 30 držav. Washingtonski konsenz je seveda po mnenju številnih strokovnjakov, med drugim tudi Chomskega, seveda bil izrazito liberalno usmerjen. Glavno vlogo pri njem pa, da je sploh seveda imel vsebino, kot je imel, pa so imele zagotovo ZDA in seveda številne največje finančne korporacije, finančne institucije. Zdaj, kot rečeno, seveda, kako najhitreje, kako brez večjih posledic, kako najbolj uspešno preiti v to novo obdobje, v kapitalistični sistem, je seveda bila na nek način, je bilo vprašanje seveda vseh tranzicijskih držav. Pri tem so seveda obirale različne poti, kot rečeno, nekatere so sledile temu Washingtonskemu konsenzu, nekatere so seveda sledile nasvetom različnim mednarodnim ekspertom. Tudi v Sloveniji smo seveda se srečali s tem, recimo v Sloveniji je vsem dobro znan, mislim, da dr. Jeffrey Sachs, ameriški ekonomist, čeprav seveda pri nas ni opeljala njegovi nasveti seveda niso bili v celoti prevzeti. V določenih državah, recimo predvsem Poljski, so bili recimo njegovi nasveti glede hitrega prehoda, liberalizacije, sprememb na področju bančništva, financ, privatizacije in tako naprej. Skratka, to se mi zdi seveda zelo pomembno seveda razumeti sploh to dogajanje v nekem širšem kontekstu, zato kot rečeno, jaz preden začnem z obdobjem po letu 1991, vendarle se mi zdi, da prikažem tisto, kar se mi zdi najbolj pomembno za razumevanje tudi življenja v nekdanji Jugoslaviji. Med drugim seveda opozorim na to, da smo tudi takrat imeli določena podjetja, določene blagovne znamke, ki so pravzaprav bile znane v svetovnem merilu. Imeli smo seveda ogromno nekih produktov, na katere pravzaprav smo lahko še danes pravzaprav ponosni. V tem času pravzaprav so bili izvedeni tudi nekateri projekti, pravzaprav rekel bi, na katere smo še danes lahko ponosni. Tu imam v mislih recimo gradnjo Cankarjevega doma, pa kliničnega centra, gradnjo avtocest, ki se je začela takrat, recimo takrat v 60-ih, konec 60-ih smo dobili Ljubljansko banko in tako naprej. Vse to seveda se mi zdi pomembno za razumevanje ali pa blažje razumevanje današnjega časa, zlasti zato, ker se nemalokrat operira z stanjem, ki ga imamo, rekel bi zelo pavšalno, zelo z levo roko ali pa zelo populistično, kakorkoli pač vzamemo. Med drugim seveda tu težko se izognem, ampak vedno ga znova rad citiram ali pa navajam, namreč Ivana Atelčka, verjetno vsem znan, seveda en tvorec in ustanovitelj, dolgoletni direktor Gorenja. V sreči sem imel to možnost oziroma priložnost, da sem z njim govoril, pravzaprav nekaj malega pred njegovo smrtjo.
Njega pa toliko rad omenjam, zato ker se mi zdi zelo pomembno, toliko bolj, ker je seveda, se mi zdi, da je imel izjemno izostren pa realen pogled na samo delovanje. Sam je imel večkrat težav, kot recimo reče, kar seveda ni zanemarljivo, da izpostavim, zaradi seveda svojega gledanja na področje gospodarstva, na kako bi naj delovali tozdi, kako bi naj delovala ekonomija in tako naprej. Z partijo tudi bil izključen zdaj, ne nazadnje, čeprav je bil seveda vse to obdobje na tako visokem položaju, pa tudi del ne. Ampak velikokrat je seveda zavzel in ponavljal, postavil stališče, seveda, da je marsikaj skregano z osnovno logiko ekonomije, na kar si je seveda sam prizadeval. Tudi seveda pred tem je bilo nemalo takih v Sloveniji. Da se navežem in seveda, da grem na tisto osrednjo mojo tematiko, seveda obdobje po letu 1991. Seveda, pravzaprav v delu obravnavam osrednje procese, ki so se odvijali, rekel bi tako kronološko, kot tudi problemsko. Seveda, največji verjetno poudarek, največja pozornost je namenjena procesu lastninjenja, privatizaciji, gospodarski kriminaliteti. Ta je seveda v tem obdobju povzročala veliko škode tako državljanom, tako podjetjem, kot seveda tudi državi. Na nek način tudi pokažem razloge, zato gre za seveda izjemno kompleksno področje. Poleg nje seveda posledično odvijalo tudi prestrukturiranje gospodarstva, strukturne spremembe. Obravnavam seveda makroekonomsko stabilizacijo, te glavne poudarke, vstopanje v različne mednarodne ekonomske integracije, kar je bilo seveda v tej prvi fazi ključno za Slovenijo, za slovensko državo. Tukaj je bila Slovenija nedvomno zelo uspešna. Hitro smo postali člani pravzaprav različnih mednarodnih ekonomskih integracij. Relativno hitro, rekel bi, smo postali tudi članica Evropske unije, sprejeli evro, vstopili v Schengen in tako naprej, kar sam seveda vidim za težavo ali pa eno od osrednjih težav, ki jo trenutno naša država ima, pa me bodo lahko da v nadaljevanju kolegi dopolnili ali pa popravili. Zadnje desetletje zlasti ali pa zlasti po izbruhu te krize, ki je bila posledica globalne seveda finančne krize, se pravi v Sloveniji je prišla z nekoliko zamikom, kot je to običajno po prvem četrtletju leta 2009, da pravzaprav država kot država nimamo več tako jasnih nekih prioritetnih ciljev, kot smo jih imeli takrat po osamosvojitvi. Takrat se na nek način jasno vedelo, kaj so naši cilji, smo relativno to hitro dosegli. V tem, dočim zadnje leta, zadnje desetletje se mi zdi, da bolj kot ne se seveda zlasti, rekel bi, politika ukvarja prej kot ne sama seboj. Mogoče, da je to seveda, ali pa zagotovo na to vpliva tudi različne krize, od te finančne zadnje, pa potem tudi smo imeli migrantsko, čeprav pri nas seveda to ne v takem merilu, pa sedaj zadnja COVID kriza, ki je se mi zdi, da dodatno razgalila stanje naše družbe, stanje naše mentalitete, če želite, če se na začetku na nek način pričakovalo, da se bo zadeva razvila povsem neko drugo stran, da bo mogoče to delovala bolj povezovalno ali pa za človeka ali pa družbo vplivala vsaj v tem smislu pozitivno, se seveda zdaj kaže ravno nasprotno. Skratka, to je v bistvu osnova dela. Seveda se v njem dotaknem še regionalnega razvoja. Tudi tukaj seveda Slovenija pravzaprav ni se seveda zgodba začela odvijati samo z osamosvojitvijo, ampak so bile težnje potem seveda že veliko prej, se pravi težnje po zmanjšanju teh medregionalnih razlik. Žal tukaj, kot veste, še danes seveda obstajajo precejšnje razlike. Osrednje slovenska, vsaj če pogledamo ta osrednji kazalnik BDP na prebivalca, seveda je precej pred
ostalimi regije, zlasti pa, če pogledamo recimo Pomursko regijo, Podravsko regijo, tudi nenazadnje in tako naprej. Delo seveda se dotaknem, ali pa vsaj skušam na nek v krajšem delu predstaviti tudi tranzicijske izkušnje ali pa te glavne poudarke, kar se tiče ostalih držav, zlasti seveda Srbije in Hrvaške, čeprav tu seveda ni neka relevantna primerjavi z našo državo, izhodišče je seveda povsem drugačno. Vse pa dotaknem seveda tudi izkušnje Madžarske, Poljske in Češke, tako da je v delo dana tudi ta neka širša mednarodna perspektiva. Seveda samo vsebino verjamem, da si boste lahko sami podrobneje prebrali. Tu naj povem, ker je bilo kar nekaj vprašanj, delo je sicer v angleškem jeziku, bo pa, mislim, da nekje v roku 14 dneh delo objavljeno tudi v slovenskem jeziku na portalu Sistori, tako da tam si boste lahko delo prebrali tudi v slovenskem jeziku. Zdaj se pa vrnem na začetek, seveda iskrena hvala, seveda zahvaljujem se vsem, ki ste podprli idejo Izido in seveda tudi pri tem sodelovali, pomagali. Nosilec projekta, kjer je delo išlo, je založba ZRC. Hvala seveda založbi in direktorju, doktorju Otu Lutarju, ki je seveda ta predlog in idejo hitro, oziroma takoj lahko rečem, da podprl, tako da hvala lepa. Hvala seveda tudi ostalima institucijama, Slovenski matici, doktorju Alešu Gabriču in seveda hvala Inštitutu za novejšo zgodovino, direktorju, doktorju Alešu Andreju Pančurju in urednici založbe, doktorici Mojci Šorn. Žal danes nista z nami, ker na inštitutu poteka simpozij, kolikor vem. Hvala še recenzentoma, profesorju Dušanu Nečaku in doktorju Juretu Gašpariču. Tu seveda dodam še takoj profesorja doktorja Boža Repeta, ki je bil, lahko povem, tudi eden od recenzentov, ki pa žal seveda v knjigi ni naveden zaradi določenih pravil Agencije za raziskovalno dejavnost, ker je tudi sam prijavljal monografijo in tako po njihovem mnenju ne sme biti naveden kot recenzent, je pa seveda danes tukaj z nami in sem seveda zato zelo vesel. Izpostavil bi še samo seveda pomoč Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost, ki je delo prav tako finančno podprla. Hvala Studiu Moderna SA za donacijo in finančno podporo. Hvala, da ne pozabim koga, Jasni Levanič za to, da je delo, kar se tiče teksta, na ravni kot je. In hvala tudi vsem, kot rečeno, kar precej je bilo ljudi, ki so podpirali to idejo. Ne bom seveda vseh našteval, tudi ne zato, da koga ne pozabim. Tako da za začetek seveda predajam besedo, pa bo mogoče potem razprava, oziroma bomo lahko v razpravi rekli kaj več, tudi mogoče kakšen določen posebej problem izpostavili. Za začetek pa predajam besedo doktorju Otu Lutarju, direktorju ZRC SAZU. Najlepša hvala. In hvala seveda tudi za to možnost, da sodelujem vse nadaljavo. Temu sledi nujno opravičilo zaradi nekih okoliščin, ki so tesno povezani z okužbami naših hiš. Sem jaz tisti, ki moram dežurati in zaradi tega nisem z vami na Ptuju. Tudi jaz sem se veselil zaradi tega, ker je
to sodelovanje, ki je bilo že predstavljeno strani avtorja, res bilo zgledno in zaradi nove knjižnice. Jaz namreč še vedno nisem videl teh vaših čudovitih prostorov in sem bil prepričan, da bo to ta priložnost. Seveda pozdravljam vse prisotne. V prvi vrsti seveda gospodu županju. Naneslo je, da sem zdaj že drugič na dogodku, kjer je zdaj sicer nadaljavo, takrat pa v živo, bila prisotna tudi ona, oziroma je, in mislim, da se mestom, kjer županje ali župani prisostvujejo tudi takim dogodkom, v resnici dobro piše. Zahvaljujem se tudi gospe Miri Petrovič, ki me je vodila skozi pripravo na to srečanje. Jaz sem še iz generacije, ki ni tako tehnološko kompetentna, kot so naši otroci in zaradi tega je to bil zame pravi izziv. Zdaj pa bom telegrafsko sprehodil še skozi druge stvari in na koncu povedal tudi nekaj stavkov o knjigi in vam na ta način omogočil lažjo diskusijo, ker se mi zdi, da če se bom nadaljavo vključeval prevečkrat, bo to morda moteče. Seveda, v prvi vrsti najprej čestitke za knjigo avtorju. Jaz mislim, da je to odlična vmesna sinteza njegovega dela, ki ga lahko spremljajo ali spremljamo tisti njegovi kolegice, ki se tu in tam srečujemo z gospodarsko zgodovino že nekaj let. Hitri pregled njegove produkcije kaže več kot 20 odličnih člankov in poglavij v knjigi, tako da je to sintezo, kot tudi drugo, že tukaj omenjeno razumem kot neko, kot rečeno, vmesno etapo znotraj nekega kontinuiranega resnega dela na področju gospodarske zgodovine. Zdaj, kot avtor pravi, že v samem uvodu je gospodarska zgodovina včasih odrinjena na obrobje, ker je nenavadno glede na to, kako močno na naša življenja vpliva gospodarstvo. Nisem bil čisto pripričan, da to zdaj velja že za mlajše generacije, ali pa tudi srednje, ne nazadnje. Imamo tukaj avtorje, kot so kolega Lazarevič, pa mogoče nekoliko manj znana Juri Fikfak in Tatjana Bajuk, ki sta intervjuvala nekatere od direktorjev, vsaj enega je omenil kolega. Ampak preden se spustim na to raven, se moram najprej zahvaliti seveda za sodelovanje Slovenske matice in Inštituta za novejšo zgodovino. Zdaj, mi smo seveda pristali kot založba za natis oziroma objavo, ampak brez sodelovanja z tema dvema ustanovama te knjige ne bi bilo. In seveda hvala podpornikom iz Studia Moderna. Tudi takšne podpore so zelo dragocene in omogočajo. Zdaj, če se vrnem nazaj, torej, zdi se mi, da se gospodarske zgodovini ne piše tako slabo, ne nazadnje je dokaz tudi ta knjiga. In to, da se je avtor odločil za prevod dela, svojega dela, je časti vredno in dragoceno, ker hočeš nočeš živimo v širšem okolju in prav je, da tu in tam slovenske avtorice in avtori poskrbimo za to, da se rezultati našega dela, da so rezultati našega dela lažje dostopni tudi tuji publiki. Zdaj, znotraj knjige me je še posebej nagovorilo poglavje o znamkah. To je omenil že sam avtor, znamke oziroma podjetja, ki so sproducirala te znamke, kot so Elan, Gorenje, Rok, Tam, Mura in tako naprej. To so res izjemni dosežki in se mi zdi, da je prav, da jih je nagovoril in predstavil posebneje. In seveda strinjam se s tem, kar je že povedal sam, da je ta rekonstrukcija slovenskega gospodarstva potem po letu 1991 resnično kompleksna in zelo dolgo trajajoča pot. Sam imam občutek, da ta pot še traja. In ko sem prebral prevod oziroma rokopis te knjige, sem lažje razumel situacijo, ki sem jo doživel sam leta 1991-1992, ko sem imel neko štipendijo v Nemčiji, ko je skoraj na vseh poročilih, skoraj vsak dan ali vsak drugi dan prihajalo tudi poročilo
organizacije Trojhan, ki je poročala o težavah nemške tranzicije na priključenem delu dežele iz vzhodne Nemčije. Skratka, včasih nam takšna sinteza, kot je ta, ki je zdaj pred nami, pomaga razumeti tudi druge okoliščine. Tako da si znam predstavljati, da bojo knjigo z veseljem brali tudi drugi avtori. In čisto zaključek, samo še beseda o naslovu med drugo Švico in kapitalizmom. Zdaj mislim, da gre pri tem za neke vrste generacijski mit, da je to mit naše generacije, moje generacije, ali pa Repetove. Takrat se je bilo veliko govora o tem, da Slovenija je vendarle druga Švica. Zdaj, eni so bili manj, eni bolj naivni, resnica kot vedno je nekaj vmes. In to mislim, da je tudi dobro opisal avtor. Toliko z moje strani, hvala za potrpljenje in še enkrat zelo mi je žal, da ne morem biti z vami v živo. Hvala lepa, dr. Lutar. Besedo predajam dr. Alešu Gabriču, je nekajkrat omenjeno, predsedniku Slovenske matice, sicer pa kolegu z Inštituta za novejšo zgodovino. Aleš, izvoli. Najlepša hvala. Torej, lahko bi rekel, da se vidim tukaj v več vlogah. Eno je, da se zahvalim kot predsednik Slovenske matice, ki je bila tudi vključena v to delovanje, sicer bolj obrobno, ker je bil glavni nosilec tega projekta ZRC SAZU, s katerim zadnja leta prav dobro sodelujemo pri sozaložniških projektih in pravzaprav imamo nekaj že zabeleženih tudi za naslednja leta, enako z Inštitutom za novejšo zgodovino, s Filozofsko fakulteto ali s katerimi drugimi znanstvenimi ustanovami. Torej, pozdravljeni v imenu Slovenske matice, najstarejšega slovenskega znanstvenega in kulturnega društva, ki rado sodeluje pri tovrstnih projektih, pa čeprav samo kot društvo, in smo seveda zelo odprti za projekte, pri katerih vemo, da bomo sodelovali z ljudmi, s katerimi je lahko sodelovati. To lahko tudi sam povem, zaradi tega, ker sem predtem bil tudi urednik založniške dejavnosti na Inštitutu za novejšo zgodovino in sem bil urednik pri knjigah, ki so bile uvodoma že omenjene, pri Sandjevih dveh knjigah, za prvo, za katero je dobil nagrado Ervina Dolenca in za drugo, s katero je bil tudi kandidat za nagrado Clio. Vsak urednik, ki se je kdaj z uredniškim poslom ukvarjal, ve, da ima, tako kot profesori na fakulteti pri izpitih sa študenti ali pa seminari, da imaš z nekaterimi, in to je najboljšimi, tako malo opravka, da ti je žal, zaradi tega, ker ti upravijo vse sami. To je tako približno na izpitih. Upravka imaš s tistimi, ki se borijo za šestico, s tistimi, ki bojo 10 dobili, nimaš kaj dosti upravka. Torej, Sandijem obakrat je bilo veselje in užitek delati, zaradi tega, ker tisto, kar je bilo dogovorjeno, je potekalo hitro, je potekalo po dogovoru in predvidevam, da je bilo tudi pri tej knjigi, čeprav to, kar teh izkušenj nisem imel, enako. Kolegu Oto Lutarju verjamem, da mu je lahko žal, ker ni mogel priti na Ptuj. Če se spominjam, sem bil na tem dogodku v ptujski knjižnici, mislim, da bo tega slabo desetletje, ko smo tukaj predstavljali slovenski zgodovinski atlas in je bil občutek res prav prijeten na tovrstnih dogodkih tukaj in upam, da tudi to ni naše zadnje druženje. Če se pa seveda dotaknem še malce same knjige, pa tisto, kar je že Sandi povedal, je dosti široko opisal. Seveda podobne zadevščine, tisti, ki spremljamo njegovo delo, smo lahko že spremljali tudi skozi njegove prve knjige. Jaz zopet verjamem, da tukaj ne bomo se šli na neko vojno regionalizma in centralizma, ampak čeprav delam v inštituciji, ki ima sedež v slovenskem središču, torej v Ljubljani, pa sam nisem od tam, sem tudi iz ene druge regije, torej kot Dolenc, bi rekel, da je naš inštitut veliko izgubil s tem, ko je Sandi odšel na Ptuj, verjamem pa, da je Ptuj s tem veliko pridobil. In kaj še vidim, da se na kratko dotaknem dela, kar je že načel tudi direktor Oto Lutar. Mi v našem zgodovinopisju je prevelikokrat napaka to, da se omejujemo in vidimo Slovenijo kot veliki svet in kot konec vesolja.
pridobitev s takimi knjigami, kot jo predstavljamo danes, je ravno ta, da dogajanje v Sloveniji na eni točki, v tem primeru slovenskega prehoda, slovenske tranzicije, lahko skozi to vrstna dela gledamo v kontekstu širšega evropskega dogajanja oziroma držav, ki so šle skozi podobne procese. Šele to vrstne primerjave nam tisto primarno mikroanalizo pravzaprav umestijo med uspešnejše, manj uspešne ali pa neuspešne, kar je uvodoma tudi že opisal avtor Sandi Lorenčič, torej med tiste hitre prehode brez šok terapij, ki so bile za ljudi uspešne, do vprašanja soočanja s krizo, s katerimi se več ne znamo soočati. Kaj je tukaj uspešnega in neuspešnega same po sebi, če bomo ocenjevali samo Slovenijo kot ali mikrokozmos ali pa kot konec stvarstva, ne moremo videti, če tega ne primerjamo z državami, ki so šle skozi podobne procese, se soočale s podobnimi težavami in našle različne izhodišča in različne odgovore na to vrstne dileme. Glede na to, da pravzaprav vsi delamo v znanosti ali kulturi, ki danes govorimo, vidimo pravzaprav te različnost pristopov v zadnjih 10 letih od tistih težav, torej od uspešnega prehoda do naslednje stopnje soočene s krizo. Morda ravno v tem, da pa bi dal mogoče še eno točko, ki še ni bila omenjena, da je Slovenija, ko se je začela soočati s temi krizami, bila ena izmed tistih držav, ki je drastično znižala delež BDP-ja ali pa vlaganja v znanost in kulturo. Če pa pomislimo nekatere bolj razvite države, so pa ravno v tistem času, ko se začne kriza, začele iskati točko rešitve v tem, da se drastično poveča vlaganje v znanost na državni ravni, ker nas lahko iz tovrstnih kriz, s katero se soočamo, tudi sedaj s COVID krizo, pravzaprav rešijo težave, tako kot je bila evropskega povezovanja v znanosti ali pa svetovnega povezovanja v znanosti, da čim prej najdemo ali cepiva ali zdravila za izhod iz težav. Žal pa živimo v družbi, ki je zašla v takšno krizo, da pravzaprav ne zna najti nobenega uspešnega cepiva ali pa zdravila za reševanje naših političnih kriz, v katere pa ciklično zahajamo, ne da bi ravno iskali poti iz njih. Torej, Sandi, čestitke za knjigo, za to in za slovensko. Hvala lepa, Aleš. Tako, zdaj pa predajam besedo še profesorju Repetu. Poleg profesorja je danes še tukaj tudi kolega dr. Fleischmann z oddelka za zgodovino v Ljubljani, s katerimi smo sploh v zadnjem letu kar precej sodelovali. Profesor, verjamem, da bo dal lahko vsemu temu tudi v tem vsebinskem delu in širšem svoj pogled, tako da Božo, izvoli. Hvala lepa, torej hvala za povabilo. Jaz spremljam Sandija od študentskih let, skozi ves študij. Mentorsko ga je sicer bistveno bolj oblikoval kolega Jože Prinčič, ne. To je, bi rekel, Prinčičeva šola, ne. In tudi sem malo manj optimističen kot Oto, kar zadeva ekonomsko zgodovino. Ne. Tisto, kar je naštel, je pravzaprav vse. Ne. In sem zato zelo vesel, da je Sandi, ne, kljub vsemu ostal neke vrste, če smem tako reči, dvoživka. Ne. Se pravi, da upravlja to pomembno funkcijo tukaj, da ima tudi, kar je redko očitno, politično podporo, ne, kar je res hvalevredno, in da hkrati vztraja na tem svojem znanstvenem polju. Kar zadeva knjigo oziroma širši okvir, bi rekel tako, ne, jaz imam malce ostrejšo sliko, se pa v veliki meri strinjam, ne, kar je povedal on in tudi kar je povedal Oto. Ne. Ko so znanega ekonomista tistega časa Aleksandra Bajta vprašali, kaj bo slovenskim gospodarstvom, ko se bo Slovenija osamosvojila,
Rekel, slovensko gospodarstvo bo uspešno, samo slovensko ne bo. Ne. Torej, če izhajamo iz te točke leta 1989-90, je dejstvo, da smo imeli zgrajeno državo z vsemi inštitucijami, razen deloma vojsko in deloma zunanje politiko. Da smo imeli 100% nacionalno gospodarstvo, kar je bilo samo enkrat in edinkrat v zgodovini, da smo imeli vrsto teh uspešnih firm, ki so bile omenjene, da smo imeli svoje letališče, svojo letalsko družbo, da smo imeli svojo banko, ki je obvladovala finančne tokove v Sloveniji. V zadnji krizi 2004-2008 so po podatkih ekonomistov, različni so sicer, ne, ampak banke, ki so tuje banke, ki so postale pač lastnice, ne, takrat dela, danes skoraj v celoti slovenskega kapitala, izvlekle iz Slovenije več kot 5 milijard evrov. Ne. Kaj hočem povedati? Slovensko gospodarstvo na nek način je uspešno. Ne. Uspešno je od časov Marije Terezije naprej, ko je bil uveden krompir in ni bilo več množičnih lakot. Ne. To je pač neka kombinacija kmetijstva in obrtništva, danes pač moderniziranega v te srednje velika, v glavnem družinska in podobna podjetja. Torej, to samo po sebi ni problem, če upoštevamo, če vzamemo pač v račun to, da je ves ta proces teh 150 in več let povezan z velikim izseljevanjem. Tako je tudi danes. Danes je pač žal odhajajo najbolj sposobni, najbolj izobraženi ljudje. Včasih je odhajala manj kvalificirana delovna sila. Tisto, kar je problem, torej preživeti tukaj ni problem. In tudi realno, če na takem geostrateškem prostoru, kot je Slovenija, ne znaš preživeti, potem moraš biti zelo nesposoben. Ne. Torej, tisto, kar je problem, je, da mi oziroma politične elite po letu 90 ne znajo misliti države. Ne vedo, kaj je država. Mi formalno državo imamo, ampak to je lupina. Ne. Torej, nič od tega, kar so delale prejšnje generacije, mislim v razvojnem smislu, ni ostalo. 30 let je 30 let plenjenja. 10 milijard ali nekaj takega je še ostalo in danes lahko dnevno spremljate, kakšen boj je za teh zadnjih 10 milijard, od energetike do vsega drugega. Ne. Če gledamo to v mednarodnem kontekstu, Slovenija je ta prispodoba v Švici, seveda je politična floskula. Ampak Slovenija se je realno vedno primerjala z Avstrijo in Severno Italijo. Ne. Mi smo danes približno na 55, mislim, nekaj takega avstrijskega brutodružbenega proizvoda, konec 70-ih let smo bili skoraj na 80. Podobno je z Italijo, če gledate sever, ne, ker Italija je pač povprečno precej bližje, ampak jug je, kot vemo, nerazvit. Na drugi strani, vemo, da so bile vzhodnoevropske države daleč za nami, vsaj 20 let. Ne. Danes so nas nekaj odstotkov BDP-ja gor ali dol prehitele, najrazvitejše. Torej, to so podatki, če jih gledate iz ptičje perspektive, ki povedo o tem, kaj se je v teh 30 letih v Sloveniji dogajalo. Koncept, ki so ga ustvarile prejšnje politične elite, pa ne mislim glorificirati socializma in prejšnje države, mi smo morali oditi, to je dejstvo, ker nam drugega tudi ni ostalo, ampak koncept je bil graditi državo. To so delale vse generacije. Delale so tajno, delale so politično, ustvarjale so podjetje, razvile so policentrični razvoj. Če greste na Trg Republike v Sloveniji, boste videli ves koncept vizualiziran. Tam imate Maxi Market, ki je bil takrat najmodernejša trgovina. Se pravi, razvoj trgovine, prometa z avtocestami, ki so bili omenjene, z najmodernejšimi tehnologijami. Takrat je bila jedrska elektrarna, torej tako mišljena in danes je, kot vemo, spet
Ukinjen je bil EKK Velenje, to je bil projekt, s katerim naj bi iz velenskega lignita pridelovali plin in ga razpeljanega po ceveh, torej imeli po vsej Sloveniji. Ne. Ta projekt je ukinil že Stane Kavčič, začeli so ga sicer Nemci, zgradili smo isto T6 v modernizirani obliki. Ne. Torej, če greste na Trg Republike, da se vrnem, imate tam simbol neke trgovine, odprtosti, prometa z Maximarketom, imate Cankarjev dom kot simbol in moč kulture slovenske države. Kaj lahko danes pokažemo? Neasfaltirano parkirišče NUK 2. Kaj je bilo zgrajenega več od Cankarjevega doma ali od kliničnega centra? Na drugi strani imate Ljubljansko banko, ki danes ni več slovenska, ki je simbolizirala slovenski kapital po vsej Jugoslaviji in v tujini. To je bila močna banka za tiste čase. In imate Iskrino stolpnico, ki simbolizira najnaprednejše tehnologije. In na drugi strani precej nižji parlament, s čimer se pravzaprav hoče pokazati, kaj je moč države, politika je pa mora služiti. Nič od tega ni ostalo, torej Slovenci žal ne znamo misliti državo, mi o državi razmišljamo kot o deželi, velika večina. In tudi, če vprašate ljudi, tudi če naredite anketo, na kaj so ponosni v Sloveniji, bodo rekli na športnike, na naravo, mogoče še na kulinariko in na pač to narodno zabavno glasbo. Ampak to ni država. Zato ni treba delati države. To je lahko v vsakem kontekstu. In mislim, da je to glavni problem Slovenije. In kdor pozorno bere to knjigo, bo tudi razbral, zakaj je temu danes tako. Hvala. Ja, hvala Božo. V bistvu se zelo strinjava. V knjigi se tudi te problematike malo bolj podrobno in nazorno dotikam. Ne nazadnje omenjam tudi prodajo omenjenega letališča oziroma Adria Airways. Tukaj se verjetno zelo jasno pokazala ta neizdelanost, ne strategija. Oziroma, mi v Sloveniji, kar se kaže, pa zadnje vlade, lahko govorijo, vsaka ima bojda strategijo. Po mojem mnenju, ko gre za tako imenovani nacionalni interes, ali pa te osnovne strateške točke, mi nimamo ali pa nimajo strategije. To ne more biti strategija, da je vsakokratni seznam, kaj bi se naj obdržalo v rokah, kaj ne, kaj je strateškega pomena in kaj ne, spreminjalo oziroma bilo odvisno od vsakokratne vladajoče politične garniture. To ne more biti strategija in ti seznami se ne morejo spreminjati na vsaki 2 leti ali 3 ali kakorkoli se vlade pač v Sloveniji menjavajo. In ko je šlo za Adrio, seveda tu, kot rečeno, en tak žalosten moment, eklatanten, ki kaže na to, kako je bila pravzaprav ta prodaja izvedena zelo nespametno. Prodana je bila nekemu finančnemu skladu, nepreverjenemu, ki pravzaprav ni imel tudi nobenih izkušenj s tem področjem. Na koncu je seveda preko nekih pogodb, za katere pravzaprav nihče ni vedel, kaj je njihova vsebina oziroma kaj bi se naj izvajalo, še dodatno jo pravzaprav izčrpal oziroma še pravzaprav, ne rečem kaj drugega, pravzaprav tisti zdravi del oziroma tisti finančni del, kar je pač bil, oziroma kar je ostal, seveda počrpal. In takšnih zgodb je seveda še ogromno. Zagotovo, omenjena je bila Ljubljanska banka. To, kar se v zadnje čase tudi dogaja in pripisuje, ne vem kakšne negativne lastnosti, pa vlogo
te banke, karkoli, se mi zdi absolutno pretirano, predvsem pa seveda aktivirano zaradi določenih nekih političnih interesov. V prvi vrsti rekel bi, strinjam se seveda, da bo vlogo bank potrebno še v prihodnje dodatno seveda raziskati, ovrednotiti. Recimo arhiv Agencije za sanacijo bank in hranilnic je pravzaprav izročitelj zaprt do leta 2028. Zdaj seveda vprašanje, kaj se bo tukaj v teh dokumentih dejansko našlo, ne, kaj ne, ampak zagotovo je bančništvo odigralo pomembno vlogo tudi seveda v tem tranzicijskem obdobju, v tem prvem obdobju tudi pri prihodu v Evropsko unijo in tako naprej. Zagotovo so določene zgodbe še nepoznane, kar bi recimo tu omenil in spomnil, no, kar se seveda v bistvu bolj ne ve, kot ve. Ljubljanska banka je imela v tej širšem mednarodnem prostoru, mislim, da 25 svojih predstavništev, ne. In v času te osamosvajanja pravzaprav Slovenija ni bila nek priznani mednarodni subjekt, ne v ekonomskem, ne političnem smislu. In je tukaj Ljubljanska banka oziroma so te predstavništva odigrale zelo pomembno vlogo. Recimo, zanimivo je, recimo dve predstavništvi, samo omenim, recimo predstavništvi na Češkem in na Japonskem, sta kasneje postali tudi, oziroma na tem mestu sta kasneje svoje mesto dobili pravzaprav veleposlaništvi na Češkem in na Japonskem in tako naprej. Tako da, kot rečeno, zagotovo je kar nekaj še takih zadev, ki se bodo še lahko dodatno raziskale, dodatno razkrile. Ključno pri vsem tem pa je, da se seveda tega lotevamo, kolikor je le mogoče seveda argumentirano in na podlagi nekih dejstev, ne pa da zgodovinopisje, kot se včasih to temu tako reče, postaja ali pa je lahko za nekoga kot neka tržnica ali pa samo postrežna, ker vzameš določene dokumente in spišeš naprej seveda zgodbo, ki jo pravzaprav že naprej, recimo temu, da lahko rečem, poznaš, ne. Skratka, smo pri koncu, ne? Zdaj se seveda še enkrat zahvaljujem vsem prisotnim. Hvala še enkrat dr. Lutar, dr. Repe, dr. Gabrič. Hvala župani, hvala seveda vsem prisotnim kolegicam in kolegom, prijateljem, gospem, gospodom. Kot rečeno, Petri. Petri, se opravičujem. Hvala Božu. In avtorju. Tako. Skratka, jaz upam, da vam bo knjiga, vsaj tisti, ki jo boste dejansko brali, prinesla nekaj novega, kot rečeno, mogoče jo bo brati tudi v slovenskem jeziku. Tako da hvala knjižnici Ivana Potrča še enkrat za gostoljubje. Hvala, lep dan. Naj se tudi jaz pridružim čestitkam avtorju ob izdaji te znanstvene monografije in pa seveda zahvali vsem današnjim gostom. Slovenija je ob 30-letnici osamosvojitve dobila res zanimivo in izjemno delo, ki na nek način nastavlja ogledalo oziroma odstira podrobnosti tega dogajanja, ki se je pač v tem času zgodilo. Marsikdo izmed nas je tudi nekako čustveno navezan, da te razne blagovne znamke industrijske in z velikim obžalovanjem smo spremljali, kaj se je v tem času, ko smo sanjali res v veliki Švici, takrat ko smo šli na volitve, pa sedaj dogajalo. Tako da branje zagotovo ne bo zanimivo samo za, bom rekla, zgodovinarsko stroko, ampak tudi za širšo laično javnost, ker se vsi nekako tudi počutimo povezani s tem delom. Tako da hvala lepa in pa čestitke.
za zanimivo predstavitev. Hvala vsem, ki ste se nam pridružili v dvorani in preko spleta. Hvala in srečno.